članku govorim o tem, da nivo leptina zelo močno vpliva na sposobnost vašega telesa pri izgubi maščobe oziroma pri tem, kako učinkovito lahko uporabljate maščobo za energijo. In ker od spodaj omenjam tudi, da nivo leptina zelo vpliva na delovanje vaše ščitnice, se tukaj še malenkost navežimo na to naše delovanje ščitnice. In ker vsi vemo, da je ščitnica zelo velikega pomena za ravnovesje v našem telesu, glede našega počutja, zdravja, nivoja energije, skratka vsega in tudi izgube maščobe, lahko sami naredimo en zelo učinkovit test, ki kaže nekako naš bazalni metabolizem oziroma temperaturo našega bazalnega metabolizma, ki je nek pokazatelj tega, kako učinkovito nam deluje ščitnica. Verjamem, da ima marsikdo s tem težave, pa morda sploh ne ve, morda se trudi in ne more nikakor izgubiti maščobe, zato vam priporočam, da to preverite. Zdaj pa poslušajte, kako se to naredi v parih enostavnih korakih. Potrebno je, da si nabavite, ali če verjetno imate doma, tisti stari termometer, ki je z živim srebrom in zelo natančno kaže temperaturo. Tega si pripravite zraven postelje in zjutraj, ko se zbudite, takoj začnite z merjenjem temperature. Zelo pomembno je, da imate termometer zraven postelje, saj morate izmeriti temperaturo, brez da bi se gibali. Se pravi, gibanja ne sme biti, zato ga imejte zraven postelje in takoj, ko se prebudite, začnite z merjenjem temperature. Merite jo natanko 10 minut in jo zabeležite. To naredite nekje 3 ali 4 dni in izračunate povprečje. Če vaš bazalni metabolizem deluje normalno oziroma zelo velika verjetnost je, da s tem povezano tudi delovanje vaše ščitnice, bi morala temperatura biti nekje med 36,5 in 36,8 stopinje Celzija. Če je temperatura nižja od tega, lahko to nakazuje na upočasnjeno delovanje vaše ščitnice, če je temperatura višja od tega, pa ste zdravi, pa lahko kaže na premočno oziroma preveč intenzivno delovanje vaše ščitnice. Vredno je poskusiti, zato to naredite in boste videli. Še ena opomba. Ženske, naredite ta test 2., 3., 4. in 5. dan vašega ciklusa. Takrat je najbolj merodajna vaša temperatura. Se vidimo naslednjič. Adijo!